nekako tista konstantnost, da se držiš, kar boš rekel, da boš naredil. Da, ja, če zamujaš zmeraj. Pač. Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja, njihove talente in recepte za uspeh. Z mano je danes ena zelo posebna mlada oseba, ki je že praktično dosegla ogromne zadeve in vodi ogromno korporacijo. Tako da lepo pozdravljena, Maja. Ja, živijo. Zdaj, preden te jaz danes izprašam ogromno stvari, ker me res zanima, ker si fascinantna in to, kar zdaj počneš, je res nora zgodba, ki jo pelješ naprej, bi te rad našim poslušalcem predstavil. In sicer Maja Brelih-Roglič, trenutno vodiš, si direktorica podjetja Lotrič Meroslovje d.o.o., pa bomo se pa tudi spustili, koliko veliki ste, kaj počnete in tako naprej, ker res zanimive in fascinantne številke. Magisterij si zaključila iz poslovne administracije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in od decembra 2022 delaš kot izvršna direktorica v podjetju Lotrič Meteorology. Skupina Lotrič, zdaj to so res te fascinantni podatki, združuje 10 podjetij iz 7 držav in 180 ljudi, tako da noro, tudi tega se bo dotaknila, ker si res stopila v velike čevlje in delaš fantastično še naprej. Si članica nadzornega sveta ACS in članica upravnega odbora regionalne zbornice Gorenjske, tako da tam imate zelo velik vpliv, tega se bo tudi dotaknila. Zdaj pa zelo pomembno, močno verjameš v nenehen napredek z učenjem, zato se še naprej razvijaš, izobražuješ in delaš na področjih, kot so trajnostne strateške transformacije, oblikovanje strategij in novih poslovnih modelov. V preteklih letih si bila zelo aktivna na področju prodaje in vodenja projektov za kupce in notranje projekte na področju trajnosti. Zdaj pa, sam še par podatkov o podjetju, da boste dobili referenco, zakaj govorim, da je izjemno podjetje, ki raste in ima zelo lepo rast. Za lansko leto, se pravi leto 2022, beležijo približno 11% rast poslovanja. Podobno se je povečal tudi dobiček. 180 zaposlenih, 10 podjetij v 7 državah je lansko leto ustvarilo približno 7 milijonov prometa, če se ne motim, celotna skupina pa 10,5. Tako, ja. Okay. Lansko leto ste opravili skoraj 120,000 meroslovnih pregledov in v Sloveniji je vaš tržni delež 44%, kar pomeni, da ste dejansko glavni igralec na trgu. Ok, zdaj pa, malo smo povedali o podjetju, malo o tebi. Zdaj moje prvo vprašanje je zmeri, ker moje izjemne goste spoznam. Če bila midva sošolca v gimnaziji in zdaj sediva v isti klopi, se pogovarjava, kakšna si bila takrat? V srednji šoli sicer nisem obiskovala gimnazije, ampak zelo sem imela nihanja tudi pač kot najstnica. Na začetku sem vse jemala zelo zlahka, nisem mi bilo treba veliko učiti, vse skupaj je pač prišlo nekako naravno, znanje, stvari so me zanimale. Verjetno bi bila pa potem v 4. letniku jaz tista, ki je za cel razred pisala zapiske in jih distribuirala poslovno med celotno generacijo. Ampak predvsem se imam za nekoga, ki je vedno poskušal razred združiti, da smo se dobro razumeli, pa ja, pomagati z zapiski, ker to mi je šlo odlično od roke. The best. Se pravi, vsi smo te imeli za neko osebo, s katero si nas v bistvu vodila v pravo smer, ker si... Tukaj bi se vzdržala. V bistvu vodenje pride naravno, ampak to nisem rada počela. Tudi recimo, ko sem bila na magisteriju na tem mednarodnem programu, pa so izvolili me kot predsednico razreda, nisem to takrat začutila kot neko moje poslanstvo, ker na koncu nimamo enakega cilja in to je pri vodenju zelo težko potem usmerjati skupino. Ko se pa pogovarjamo v podjetju, pa to izredno rada počnem, ker vem, zakaj to delamo, zakaj smo pač v službi in podobno. A pa bi rekla, da se vodja rodiš ali se lahko preučiš? Ja, to je večna debata, verjetno ne bom nič novega povedala, ampak nekateri imajo naravno pač neko karizmo, ki ljudi povleče, nekateri se pa lahko tega dobro naučijo. Ampak spet, če si pri tem pristen, takrat ti uspe.
Da mi povej, se pravi 180 ljudi v 7 državah, v 10 podjetjih vodiš zdaj. In kako se organiziraš, kaj je skrivnost? A se ti en dan prej pripraviš na sestanke, ali imaš zjutraj pomembnejše sestanke, popoldne delaš? Daj nam malo opiši tvojo rutino, kaj je ta skrivnost za uspešen recept. Ja, pred kratkim smo dodali podjetje iz Saudske Arabije, tako da zdaj se pač tudi bomo rekli, da gremo na različne celine ali kako. Ampak kako se organiziram? Res moram vedeti stvari vnaprej. To se rada pripravim, rada pogledam stvari. Predvsem sem zelo analitičen človek, no, tako da če so številke, jih bom tudi sama poiskala. Lahko bi rekel, da malce mikromanagiram stvari včasno, ampak to si rada poiščem podatke. Ne bi pa rekla, da rabim točno strukturo. Predvsem izgleda malo na ljudi, ki so zraven vključeni. Ne vem, nekateri so jutranji tipi, nekateri ne. In potem si na podlagi tega zorganiziram dan. Sama sem bolj jutranji tip in sem efektivna od 5 zjutraj pa do 1. Potem pa jaz potrebujem odmor, čas z družino ali pa pač neko pavzo, pa potem lahko spet potegnem naprej. No. Tako da predvsem jaz rada delam dopoldan in takrat je efektivno visoko. Se pravi si 5 AM club. Okay. Ja, očitno. Sem probal nekaj časa, ampak je kar težko. Daj mi povej, ta prehod me zanima. Se pravi, podjetje je na noge postavil tvoj oče, gospod Marko Lotrič. Imaš tudi brata in pa sestro, ampak ti si pa v bistvu tista, ki je sedaj prevzela podjetje. Kako je ta prehod izgledal? Ja. Vem, da si že prej vodila, pa si bila direktorica enega podjetja, ne, če se ne motim. Manjšega v skupini. Manjšega. Ja, ki se še danes ukvarja izključno s prodajo izdelkov, produktov. V nasprotnem je pa podjetje Maroslovje, ki je pač matica, ki se ukvarja 70% s storitvami. Tako da koncept prodaje je drugačen, podpora je drugačna. Ja, stopila sem v velike čevlje, bom rekla, v en utečen sistem, ampak ravno to je mogoče tisto, kar bi izpostavila, da vsi pričakujejo, ja, to je pač posel, ki teče, je, ne vem, ustaljen, ampak vseeno potrebuje dnevno veliko nekih prilagoditev, razmisleka, usmeritev za naprej. Stvari niso tako enostavne, kot se na prvi pogled zdijo. Ja. Verjamem, ja. Pejva malo na vodenje in pa postavljanje ekipe. In sicer zmeraj vprašam, ko si ti postavljaš to ožjo ekipo, ki je okoli tebe, kakšne lastnosti so te pomembne? Kaj iščeš v ljudeh? Da sem popolnoma iskrena, ekipa je bila tudi meni dana. In pač se učim z njimi sodelovati na najboljši možni način. Sreča imam, da so vsi zelo zavzeti, sploh bom rekla ta ožji in pa širši kolegi, so res, bom rekla, posamezniki z izrednim poznavanjem svojega področja. Nekateri so v podjetju tudi že 20+ let. Če povem, da sem sama mlajša, kot je staro podjetje, verjetno pomeni, da so bili ljudje že v podjetju prej. In sem jaz tista, ki ta trenutek lovi pravi ritem v podjetju in način sodelovanja. Drugače pa, ko imam možnost izbirati, bom rekla, ožje sodelavce ali na projektih, so pa to dobro organizirani posamezniki, in pa samo, da imajo tisto željo do projekta in do sodelovanja. Bom rekla, da solistov, vse je super, da imaš nekoga, ki na vsako stvar pogleda kritično. Jaz sem bila tudi taka, ko sem prišla v podjetje enih 10 let nazaj, ko si poln zagona, novih idej, ampak narediš tudi kakšno nepremišljeno napako. Tudi tak vidik je pomemben in jaz jih rada vključujem. Vseeno pa pač je pomembno, da poznamo celotno strukturo, to so pa že neke ustaljene ekipe od prej. Ja. Zdaj, kaj si lepo omenila napake, me zanima, in sicer, kako vi gledate, oziroma kako ti gledaš z vodstvom na napake, oziroma, če ne bova rekla napake, na razvoj in inovacije, si kritična, spodbujate napake, koliko napak lahko naredimo? Nimamo števca, no. Pa odvisno, kako se napaka zgodi. Pač, ali je bila čista, mogoče bom rekla, grdo malomarnost, nezavzemanje, ali pač
ne vem, sistemska, vedno pa rada pogledam, a smo mi ne na drugi strani, ampak a sistem ni omogočil pravilne izvedbe. A ne? Gremo sistemsko gledati, a je mentoriranje v redu, a je celoten proces v redu zapeljan. Tako da, kakšno sem jaz napako naredila, ko sem stopila v podjetje, je to, da sem rada malo kazala s prstom, a ne? Pa to bi bilo treba popraviti, pa to delamo narobe, ampak v zadnjih letih sem se predvsem naučila ta prst obrniti recept. Kakorkoli klišejsko se tu sliši, ampak res je treba pogledati, kaj lahko kot podjetje storimo boljše, da se napake ne zgodijo. Ne? Kaj pa, če greva na kontrasmer, se pravi feedback, ki moraš kakšnemu zaposlenemu povedati, da je naredil napako. Zdaj, doskrat se v svetu vodenja menedžerjev hecamo, da obstaja ta sandwich metoda. Veš, prvo nekaj pohvališ, pol poveš, tole ni bilo ok, dajmo to popraviti, pa spet, si pa super. Ja, to sem pa podedovala po očetu. Sem zelo direktna, tega ne morem skriti, ali pa če bi delala drugače, ne bi bila pristna. Velikokrat, ko pride do feedbacka, jaz človeku čim prej povem, zakaj smo prišli, kaj obravnavamo in skušamo skupaj najti neko rešitev. Tako da ne bi rekla, da delam nek sandwich metodo, ampak sem precej direktna. No. Včasih to me je tudi največ naučil, kakorkoli moraš najti ravnovesje, da si direkten, ampak ne nesramen. Tako da tukaj veliko dela na meni, na osebnostnem nivoju, da sem pač to znala zbalansirati. Sem pa zelo čustvena oseba, in to v poslu ni lih zaželeno, tako da tukaj jaz delam največ, da skušam čustva pri sebi umiriti in da ko oseba pride do mene, da že prediham in pač konstruktivno povem, kaj je bilo narobe. The best, se pravi, jaz sem sandwich, ti si bolj kalcone. Ja, se hecam. Daj mi povej, a si ti skozi imela željo, oziroma a je bil kakšen trenutek, a je to projekt ali nek aha trenutek, Američani temu pravijo, ki si pa rekla, jaz hočem prevzeti to podjetje, hočem se učiti, hočem v neki točki postati tudi izvršna direktorica in od očeta prevzeti ta legacy. Mi smo 2017 v bistvu zapisali družinsko ustavo. Takrat smo imeli svetovalce, ki so nas v bistvu tudi individualno sprašvali, kako vidimo svojo karierno pot v podjetju. In eno izmed vprašanj je bilo tudi, če bi bil pripravljen prevzeti. Ker moramo vedeti, brat je starejši 8 let, sestra 6 let. Tako da, če bi gledali, kako se je včasih stvari delali, bi sigurno stvari prevzel najstarejši sin. Tukaj je pa v bistvu sta oba dva sta rekla, da če bi bilo treba, bi prevzela, če pa sem pripravljena jaz prevzeti, da pa prepuščata to meni. Meni je bilo to, takrat sem rekla, ja, bi vodila, zelo lahkotno sem to sprejela. In smo tudi rekli, ne vem, nekaj časa sledim svojemu očetu, potem pa prevzamem. No, zgodilo se je pa popolnoma nepričakovano. V bistvu konec lanskega leta je bil oče izvoljen najprej v državni svet. Že to nismo vedeli, kaj točno pomeni za podjetje. Sama sem bila takrat na porodniškem, ni ravno dopust odsotnosti. In potem je bil še izvoljen kot predsednik državnega sveta. To pa pomeni, da ima on 30 dni, da se umakne iz vseh ostalih funkcij, ki so v bistvu nezdružljive. Tako da smo naredili, res je bil prenos iz enega dneva na drugega. Tako da je bilo tudi zame to kar stresno. Verjetno je bil drugi najpomembnejši podpis pri notarju, a ne poleg tistega poročnega. Tako da nisem tako zlahka to sprejela. Se mi zdi, da sem bila tisti trenutek kar v enem krču. Nisem lih razumela, kako bojo stvari potekale. Predvidevali smo, da oče bo imel nekaj časa, ampak se je potem to izkazalo, da ga pač nima, da so obveznosti ravno tako razpotegnjene čez cele dneve. Tako da sem bila na začetku v enem krču. Potem se je pa zgodil en tak preobrat, že en gospod, s katerim se redno pogovarjam, rekel, Maja, ti si pa zdaj drugačna, kot si bila par mesecev nazaj. En ključen trenutek so bili letni pogovori. To v bistvu je vzpostavil že moj oče, kjer je z vsakim
v podjetju imel letni pogovor, traja tam nekje 30-40 minut, Super. 100 plus ljudmi, a ne, kar pač zahteva nekaj časa, recimo to je mesec pa pol, kar dela, ampak to je bilo zame popolni preobrat. Jaz sem dobila jasno, kaj mi moramo letos, kje mi bomo čez 3 leta. Tako, dobila sem tak fokus, tak zagon in od takrat mi je bistveno lažje. Top. Um, A pa bi, če bi šla nazaj, bi želela, da je malo ta tranzicija daljša? A bi bilo lažje? Ja. Ja. A bi bilo bolj? Ne vem. Imam pa res popolno pač svobodo v smislu, oče se je res distanciral, jaz sem tista, ki ga zvečer vpraša za kakšen nasvet. Ni pa dnevnega vmešavanja, kar je nekako sindrom teh družinskih podjetij, da ustanovitelji ne spustijo stvari iz svojih rok. Tako da to je ena taka edinstvena priložnost, ki jo jaz sprejemam v celoti s plusi in minusi. Tako jaz sem enkrat vmes rekla kolegom, malo plavam, ampak se pa ne utapljam. Tako da smo pač jaz sama moram se znajti najboljše v tej situaciji. Predvsem je pa pomembno, da podjetje, kupci, zaposleni to tudi dobro sprejmejo in so dobro sprejeli. Daj nam povej, jaz sem prej pozabil omeniti, pa bom raje tebe vprašal, kaj dela podjetje Lotrič Metrology? Ja, naša skupina zaposluje 180 strokovnjakov z področja meroslovja. Kaj nam to pomeni? Da se spoznamo na res veliko načinov merjenja. Recimo, bom dala nekaj primerov iz vsakodnevnega življenja, ko greste zdravniku, vas najprej stehtajo, zmerijo krvni tlak, vzamejo vzorce, recimo krvi, jih dajo neke, dobro, da ne bom zašla, ampak tukaj se že prvič srečamo, ali pa ko se rodi dojenček, ga najprej stehtajo, Potem, ko peljete recimo na drugi strani avto na tehnični pregled, je tam 26 meril, ki jih letno pregledujemo. Ko greste v trgovino, je tehnica na oddelku sadja pač ponovno meritev. Tako da mi skrbimo za poštenost nakupov, potem za industrijo, da se v industriji v bistvu meritve zanesljive, pa to, da v bistvu to predstavljajo storitve, 70% v podjetju so storitve, ostalih 30% pa je prodaja lastnih produktov in pa zastopstev, produktov naših zastopstev. Top. Da mi povej, kot si že prej omenila, lansko leto ste uspešno vstopili tudi na trg Saudske Arabije. Ja. Kako to izgleda? Tukaj nas je kontaktiral gospod Radomir Putnik. V Sloveniji, bom rekla, ima tako dober renome, je strokovnjak za poslovanje v Saudski Arabiji, sam je bil na trgu prisoten kar nekaj let, tako da nas je povezal s partnerjem, in od takrat pač imamo partnersko podjetje, ki bo zdaj začelo pač z rednim poslovanjem. Naša branža je mogoče specifična, ker potrebuje veliko nekega vlaganja na začetku. Mi se ukvarjamo z visokotehnološko opremo, znanje je zelo ključnega pomena, tako da zdaj v tej fazi skrbimo za prenos znanja na ta partnersko podjetje, potem pa bojo, sem prepričana, uspešno nadaljevali. Ampak ni instanten posel, da mi nekaj izvozimo produkte in to gre. Je kar mal daljši proces. Da mi povej še, ti si tudi članica upravnega odbora regionalne zbornice Gorenjske, pa članica nadzornega sveta ACS. Daj nam malo piši, kaj to pomeni. V enem, to sta v bistvu moraš imeti dva različna tipa razmišljanja, in pa moraš se dobro zavedati nalog. V nadzornem svetu je predvsem pregledovanje letnih poročil, pač kako upravni odbor, vodstvo pravzaprav vodita to združenje. Tako da to je en tip. Drug, kjer pa se osebno bolj najdem, ker je upravni način razmišljanja, je pa pravzaprav povezovanje gospodarstva na splošno, to se pravi v regiji, potem je, pogledamo zakonodajo trenutno, ki se zelo spreminja, pogledamo problematike, ki jih imamo zaposlovalci, recimo v smislu
izobraževanja kadra, kaj se da delati. Tako da bolj se vidim v tej upravni vlogi, ki je bolj hvaležna, ker imaš vpliv na dogajanje. Ko si nadzornik, samo spremljaš in moraš kritično presojati. Tako da dva različna tipa. The best. Da mi povej še, se pravi, ti si zdaj postala izvršna direktorica. A bi rekla pri sebi, da se je tvoj stil vodenja od takrat, ko si vodila manjšo podjetje znotraj skupine, pa potem si rasla in tako naprej, do zdaj, ko v bistvu vodiš 180 ljudi v 7 državah, se je kaj spremenil, ta slog, stil vodenja? Ja, se je spremenil. Predvsem sem se jaz umirila. Veliko časa sem namenila spoznavanju, kaj podjetje pravzaprav počne, pa ne me narobe razumeti, to sem vedela že prej, ampak bolj v drobovje. Vsi so pričakovali, da ko bom prišla na to pozicijo, da se bom bolj ukvarjala samo s prodajo. Zgodilo se je pa ravno obratno. Se veliko ukvarjam z v bistvu digitalizacijo, s projekti in pa z tehničnim delom, ker to jaz moram v bistvu dobro razumeti, da lahko prodaji svetujem. Tudi moj princip prej je bil, ne vem, 1 leto sem preživela v hčerinskem podjetju pri bratu, brat je tam direktor, jaz sem bila v prodaji. Jaz najprej poskušam razumeti res, kaj podjetje počne, kaj so izzivi, kdo so kupci, s čim se oni soočajo, da potem lahko naredim tisti svoj del. Tako da rada spoznavam res stvari v globino, verjetno sem pa primarno res najbolj v prodaji, marketing, tam se najbolj znajdem. The best. Zdaj, ene osebe, ki te v življenju dostikrat lahko pomagajo, pa svetujejo, so tudi mentorji. In jaz moram reči, da sem oblazno srečo, da sem imel kar nekaj ljudi, ki so mi pomagali, svetovali, me vodili. A imaš tudi ti kakšnega mentorja v življenju, ki bi jih rada izpostavila ali pa so te vodili pa pomagali? Absolutno je to največji mentor, moj oče. Tukaj nimam drugega, kot da sem lahko hvaležna za vse te priložnosti, ki jih imam, da se od njega učim. Saj tudi, ne vem, pridejo trenutki, ki so še zdaj za isto mizo pogajalsko, pa samo malo pogledam od strani, kaj on dela, kako stvari izpelje, in se od tega največ naučim. Mentorji so bili tudi recimo ena profesorica, dr. Adriana Rejc-Buhovac, ona je z ekonomske fakultete, mi je dala ogromno znanja na področju trajnostnih strategij, na spreminjanju poslovnih modelov. Ta strateški pogled, kako delamo strategije, kako vključujemo vse deležnike, to je ona me res veliko naučila. Pa verjetno v bistvu še kakšen profesor na tej poti, da ne delam krivice, ampak vedno si najdem nekoga, ki mi je hkrati v največji izziv. To niso, bom rekla, osebe, ki bi v trenutku začutila, da najdem pri njih zaslombo, ampak prej kakšen izziv. Vedno imam recimo tisto, da s očetom dobro sodelujeva. Jaz si res tega želim. Želim si dobrega sodelovanja z družinskimi člani in seveda njihova podpora, zaupanje mi največ pomeni. Tako da tudi, ko sem prevzemala podjetje, smo imeli, ni bilo to kar naravno, smo se mogli še vsem prej pogovoriti in sem rekla Katji in Mitju, da mi njuna podpora sigurno največ pomeni. Če se one dva strinjata, bom prevzela podjetje, drugače ne. Zdaj to se lahko sliši tako, ampak jaz sem res pripravljena tudi dati možnost zunanjim, to se pravi profesionalnim menedžerjem, tudi pogovarjali smo se že z enim bolj resno, potem pa smo ocenili, da je to tveganje previsoko za naše podjetje, za našo kulturo. Tako da takrat bi imela možnost se od njega veliko učiti, verjetno bi bil velik mentor. Tako pa imam jih nekaj tudi recimo z področja financ, en gospod, na določenih področjih si sama poiščem in ustvarimo res eno veliko zaupanje in tam se največ naučim potem. So mi pa v izziv ponavadi ti ljudje,
nismo si niti karakterno najbližje. Ja, Te tako malo zanimivo. challengeajo. Ja, me. Da mi povej, mislim, super, da ste naredili družinski zakonik, tako kot si rekla, veliko družinskih podjetij v Sloveniji ima potem blazne težave, ker tega naredijo. Kako pa je zdaj dinamika, ko delaš z bratom pa sestro, pa si dejansko ti nad njima na nek način? Dejansko sestro sva vsakodnevno pač v kontaktu, mislim, sediva pisarna sta ena zraven, druga, tudi ona je prokuristka in pa finančna direktorica, tako da midve zelo dobro sodelujeva, ker imava način komunikacije podoben. Super. In pa način, ta proces razmišljanja tudi zelo podoben, a ne. Tako da moram reči, da mi je v ogromno oporo. Z bratom smo sicer, ker je direktor hčerinskega podjetja, manj v rednem kontaktu, ampak ja, drugačna sta ta odnos ali s Katjo ali z Mitjem. Ne znam jih opisati, ampak Mitja bo tudi vedno bolj kritičen do odločitev. Vedno bo stvari majčkeno zaustavil in jih dobro naštudiral, no? Čisto po domače povedano. In če rabim nekoga, da stvari pogleda res kritičnega kota, bom njega sigurno prvo poklicala. Super, ja, to je tudi dobro. Ja, nujno. Ja. Ne, če vsi rečemo samo ja, pa je nekaj narobe. Ja. Ponavadi. Dim pa kaj bi pa rekla, da so tvoje lastnosti, tvoje dobre lastnosti kot vodja? To, da sem res pripravljena si vzeti čas za ljudi, za, bom rekla, zelo konstruktivne pogovore, da če kdo želi iskren, realen pogled, ga bo dobil od mene brez nekega olepševanja. Pa ja, jaz nekako, blestim je malo huda beseda, ampak če je nekaj kritičnega ali pa nekaj za hitro odreagirati, sem jaz tista, ki me bojo poslali. Tudi recimo v pogajanjih se najbolj znajdem. No. A res, to je moje področje, se mi zdi. Ja, imamo, bom rekla, kar konkurenčno okolje, ne samo gledano v Sloveniji, to zame ni več tako bistvenega pomena, kot je konkurenčno okolje z vidika Evrope v tem trenutku. Nastopajo na drugi strani veliki igralci, mislim, imajo po 50,000 zaposlenih, so globalna podjetja, ampak se lahko mirnih živcev usedem za isto mizo z njimi, pa se pogovarjamo. Tako da mi to v bistvu me najbolj, če rabim neki tisti push pri sebi, ker tudi vodje iščemo neke izzive, ga tam sigurno dobim. Lih pred kratkim, ko si že v pogajanjih, sem delal en tečaj od tega Chrisa Vossa, ki je bil včasih pogajalc in se je pogajal z ljudmi, kot so teroristi in tako naprej. In je zmeraj rekel, da ko se pogajaš, moraš uporabiti ta glas Radio FM, da malo znižaš ton, da malo meriš situacijo. Zelo zanimivo. Ja. Umiriti pa v bistvu moraš čustva popolnoma dati na stran. Kar je pa zanimivo, na koncu vedno jih prepričam s tem, da sem pa jaz družinski človek. To je tako meni fascinantno. Ni važno, koliko je število ljudi, kakšne milijarde prometov imajo, na koncu to, a si ti človek, ti je pomembna družina, ker recimo večina teh lastnikov je iz Švice, in oni imajo to kulturo družinskih podjetij zelo na visokem nivoju in cenijo to, da v bistvu friends and family, oni rečejo. Ker vejo točno, kakšna dinamika je v takih podjetjih, kakšni so odnosi. Tako da, ne vem, se spomnim, sem bila na enih pogajanjih v Nemčiji, bila sem po moje 8 mesecev noseča. Do tja sem pripeljala brez problema, z mano so bili 3 gospodje. Bila so verjetno najtežja pogajanja v mojem življenju, na drugi strani bila tudi ženska, ampak ni popustila za milimeter. Potem pa jaz od mize ostanem in ona mene pač s tistim trebuhom vidi, in takrat se je pa rekla, da bi nas pa rada povabila na kosilo in tam smo se pa potem vse lahko zmenili. Rekla, me je vprašala, kako daleč sem in povem in ona, kako je to sploh mogoče, da sem še šla na poslovno pot, da pri njih dela do 4. meseca, potem pa nikamor ven iz podjetja.
Tako da takrat je videla, koliko je meni posel pomemben, kako so mi pomembni, da stvari pač uredim, da ne bo pomote, družina mi je zelo pomembna, ampak v takem trenutku sem pač rekla, še grem. Je to veselje, tako da ja, res vsi so na koncu samo ljudi in jih prepričaš s tem. To je res, ful dobro. Da mi povej, en stavek, ki si ga omenila, je sicer, da močno verjameš v nenehen napredek z učenjem, zato se skozi razvijaš, izobražuješ, delaš na različnih področjih. Kaj, imaš kakšne tečaje, hodiš, potuješ kaj v tujino, kakšne sejme, kako vlagaš, da bojo tudi naši poslušalci vedeli, kaj v bistvu bi bil tvoj nek predlog? Ja, pač znanje je dosegljivo na različne načine, nekaj skozi formalno izobrazbo, ki je meni dala veliko, a ne. Tudi recimo, velikokrat me vprašajo, kdaj bom šla na doktorat, pa vedno rečem, da takrat, ko bom jaz začutila, da je ena tema v mojem življenju, ki bi jo pa res želela bolj v globino razumeti, a ne. Ta formalna izobrazba je super, ampak moraš biti kritičen do nje, a ne. Kritičen do vsebine, ki ti jo podajajo, ni vse samo ena resnica, jaz pravim temu, a ne. Tako da veliko so mi dali potem razni tečaji, ne vem, združenje SID, združenje Menedžer, SBC, pač različne organizacije, različne tematike. Potem sem preko Ernst & Younga šla v Avstralijo za nekaj tednov. Tam smo delali za eno podjetje, ki izdeluje otroške igrače, popolnoma izven mojega področja, ampak smo v bistvu pičali ideje pred njihovim vodstvom. Oni so v bistvu po prodaji takoj za Legom. Tako da sem videla, da v bistvu, ni važno, v katerem, tudi dobila sem možnost zaposlitve, pa se za to nisem odločila. Videla sem, da v bistvu ne glede na to, iz kje izhajam, da bi prišla jaz nekam s svojimi dejanji in pa razmišljanjem, a ne. Tako da izobraževanje, tudi sejmi so odlična priložnost za, ampak tako, kot Slovenci gremo na sejem, to ni nič. To ne prinaša skoraj zelo malo dodane vrednosti, a ne. Moraš res iti malo ven, pa pogledati, kako to delajo ostali, kako izkoriščajo sejem, a ne, da si res postavljen v situaciji, ki se moraš izkazati. Pa povezovanje s konkurenco, ja. Tako da, kaj je še nenehno učenje, ne vem, nisem sploh pisala ene certifikate, ki jih pač pridobivam na področju teh trajnostnih modelov in konstantno pač probam. Moraš pa začutiti res eno področje, ne gre kar na vseh. Koliko je pa, ko si omenila zdajle sodelovanje s konkurenco, meni je to zelo, zelo fascinantno. Jaz sem tudi tak, da zmeraj povabim k mizi konkurente, pa rečem, da imamo večjo zgodbo delati skupaj. Koliko je pa, ne vem, v Sloveniji ali pa v Evropi globalno se želijo pogovarjati konkurenti? Globalno zelo. Mogoče ta trenutek imam največ s tem, v bistvu, na tem področju največ dela. Seveda do nas najprej prestopijo z željo po akviziciji. To je tako nekako konstantna zgodba, ki vzame tudi kar nekaj časa, ne, seveda pač damo priložnost, da se predstavijo, ampak mi nimamo vzgiba, da bi prodali podjetje, a ne, ni nam to cilj. Težko včasih za razumeti, ampak ni to tono. V Sloveniji imamo veliko partnerstev, tudi s konkurenčnimi podjetji, samo so to v bistvu projektne stvari, za katere sem zelo vesela, da se odvijajo, ker včasih pride, ne vem, včeraj smo bili na enih pogovorih, se govori, da ste taki pa taki, a ne vem, v bistvu zelo zanimiv, kako nas dojemajo, a ne. Potem smo pa pač na mizo dali čisto odprto, kakšne sodelovanja imamo v Sloveniji, pa so bili vsi sami, a res, a to se tudi da. Tako da, v Sloveniji še najtežje sodelovati. Včasih je malo zoprn, The best. Maja, pejva še malo na tvoje osebno življenje, da še malo tako spoznamo. In sicer, zmeraj me zanima, toliko enih funkcij, toliko enih klobukov, poleg tega imaš dva mlada otročička, dva lepoca, pa bo pa tudi se tega dotaknila, ampak kako poskrbiš za
stres, da ga nimaš, ta stres management, ki je danes tako pomemben, ta work-life balance? Jaz se tle še toliko učim. Jaz res nisem popoln človek, a ne. Pač tudi meni stres včasih pride do živega. Ne bom tukaj rekla, da berem veliko število kakšnih knjig na tem področju ali pa da sama blazno veliko meditiram, ker bi, ne vem, koga bi tukaj usrečila. Jaz najbolj uživam, se največ odklopim, ko kuham ali pa ko se vozim. Tako da jaz najrajš grem sama ne vem, do stranke, zaradi tega, ker tam se jaz sprostim, tam se jaz ali me muska dvigne ali me sprosti, tako da je to moj tak time out v dnevu. Drugače pa, ja, se še učim, no, da ne bom zdaj prav sama sebe hvala. Top, greva malo na fun facte, ki sem te prosil, da jih pripraviš. Ja. In sicer začniva z najserijo. Kaj rada gledaš? Ja, ker pač jaz imam rada sarkazem kot humor, ne, tako da si ne vem več, kaj sem tamle napisala, ne, The Office je recimo eden izmed takih, ali pa Brooklyn Nine-Nine, tega sem tudi jaz gledal. Brooklyn Nine-Nine, ja. Ta je tudi meni všeč. Tako, pač jaz to gledam za popoln odklop. Ja. Bom rekla, odvisen je res od humorja, da takrat odklopam, da se nasmejim. To je to, kar jaz iščem pri serijah. In, ja, ostalo pa ne spremljam niti bolj redno televizijo ali pa česa podobnega. Jaz sem recimo full fan Two and a Half Men. Ja. Do takrat, ki bo Charlie Sheen, pa ne več. Verjamem. Daj mi povej, se pravi, ker sem te vprašal za tvoj nek quote, citat, ki ti pomeni, si napisala tega: živi in pusti živeti. Ja. Daj nam malo razloži. Kako naj to obrazložim, se mi zdi, da ljudje želimo slediti trendom, namesto da bi sledili sami sebi. Če se pač trenutno zelo poudarja to, da moramo vsi nekako meditirati, da moramo vsi spoznavati samega sebe, se to vse drži, samo zato ne obstaja samo ena pot. In če je moja pot drugačna od nekoga drugega, še ne pomeni, da je slabša ali pa boljša. Je samo moja. To je res. In če so vsi neki menedžerji delujejo na en način, pač imam sebe za direktorico sicer podjetja, ki je srednje velikosti, se ne primerjam, na začetku si naredil zelo tako uvod, kako izjemna posameznica, pač meni je to zelo, kar si rečem, to bom verjetno čez nekaj let postala. Trenutno se pač res samo trudim narediti, kakor sama najbolj znam in ne maram tega obsojanja. Se mi zdi, da živimo res v kulturi, ki vsak lahko sicer izrazi svoje mnenje, ampak to ne naredijo na spoštljiv način. Tudi jaz sem bila včasih taka, da judge, ampak sem se naučila, imam pri sebi stvari, ki jih moram urediti. To se predvsem zgodi, ko dobiš otroke, Ko imaš tako neko predstavo, kakšna mama, kakšen starš boš, potem se ti pa lahko čisto pač spremeni realnost. Tako da, bi bila vesela, če bi pač vsi delali, kako naj rečem, da bi sledili sami sebi. Ni treba, da smo vsi na enakih delovnih mestih, ni treba, da vsi delamo kot programerji. Moj cilj v življenju je čisto nekje drugje. Da bom čez toliko in toliko let imela dom, kjer bojo otroci radi pripeljali svoje prijatelje, kasneje partnerje, da bojo vedno videli, da se tam dobi nekaj za dobrega za pojesti, da je vedno prostor, kamor lahko pridejo. Verjetno, ne vem, je trenutna parcela, kjer gradijo hišo, bistveno premajhna za najine želje. Ne vem, da bo moj mož tisti, ki bo prišla soseda, mi lahko popraviš to pa to. Ne vem, midva sva bolj taka človeka, ki se rada povezuje v sosedi z skupnostjo in meni to največ pomeni. Poslovno gledano mi pa zadovoljstvo ali pa neko pomirjenost s tem, kjer smo trenutno. Tako da, to je to. Ful lepo si opisala. Tako tudi to, družina, family, friends, meni tudi zelo veliko pomeni, tako da top. Da mi povej še,
Ker sem te vprašal za najljubšega podjetnika, si tudi že prej izpostavila, da je tvoj oče bil velik mentor, še zdaj ti je pa podjetnik. Kaj pa kakšen tuj podjetnik? Imaš kakšnega mednarodnega, ki ga spremljaš, globalnega? Pa ne bi rekel, da so tako poznani. No. So to osebe, ki sem jih spoznala na svoji poslovni poti, ki jih čisto, čudujem, jih spoštujem zaradi svojih odločitev, ki so jih sprejeli na poti, ali pa zaradi svojega načina delovanja, da so ostali sebi zvesti in prizemljeni. Tako da, Top. Če bi zdaj odprla telefon, katere aplikacije najbolj uporabljaš? Siguren Viber, ali pa v bistvu ena družina ima komunikacijo preko Vibra, ena od po moževi strani pa WhatsApp, tako da ti dve aplikaciji, navigacija. Čeprav, če me vprašajo, koliko časa rabimo do ene točke, se z lahkoto izstrelim, ker na cesti sem res velik. Mail, bom rekla, kakšne bančne stvari. To je pa to, muzika, podcasti. The best. Ja, nisem kakšen IT navdušenec, pač toliko, da preživim v tem svetu. Pejva še na najno ključno vprašanje, in sicer zmeraj malo izzovem moje izjemne goste. Če imaš kakšno zaključno misel za naše poslušalce, med našimi poslušalci imamo ogromno mladih podjetnikov, študentov, imamo pa tudi že kar lepo število, bom rekel, izkušenih podjetnikov, članov uprav in tako naprej, predsednikov uprav. Kaj bi bila neka zaključna ali pa več zaključnih misli, ki bi jih rada sporočila našim poslušalcem? Prvo, da so besede, ki jih uporabimo, zelo pomembne, in da včasih, če se s kom jamemo, ali da čutimo, da se ne razumemo, da nismo na isti točki, je zelo pomembno, da pogledamo svoj način komunikacije. Kje sem zgrešil, kako se lahko prilagodim sogovorniku, a sem res povedal, kaj sem mislil. Tako, besede so lahko tudi kar mal, nam lahko prinesejo veliko dobrega, ampak tudi se mi zdi, da se včasih ne zavedamo, kako komuniciramo, da se ne uskladimo. Enkrat mi je bilo ful zanimivo, ker sem bila v sobi, v pisarni skupaj z očetom in sinom. In jaz sem čisto razumela, kaj mi sin želi povedati, onadva pa nista skupaj prišla. In takrat sem bila, res vsi dojemamo komunikacijo na različne načine in se moramo znati prilagoditi. Tako da, kaj sem ti še takrat, ker sem si malo časa takrat vzela, kaj bi želela dati naprej. Pisala si tudi, da ne se bati biti drugačen? Ja. Se mi zdi, da če pogledam svoja študentska leta, sem se tako počutila drugačno. Čeprav sem bila med ljudmi, ki načeloma jih je podjetništvo zanimalo, sem se vedno čutila, jaz sem ne spadam. Mogoče tudi zaradi vzgibov v meni, ki so bili drugačni od drugih. Nisem imela takoj željo iti korporativno, pa vse pač osebno, karierno veliko doseči. Tako da res ni treba, da smo vsi enaki. Ne vem. Ta raznolikost mi veliko pomeni, in na tem se ne bati delati. Pač. Lahko si zelo dober kjerkoli. Pa zanesljivost si še izpostavila, da je zate zelo pomembna. Ja, zanesljivost pa je nekaj, kar zelo cenim pri svojih sodelavcih ali pa kjerkoli, da vem točno, kaj lahko od človeka. Samo, da si konstanten nekako. Sej vsi naredimo preskoke na gor ali pa kakšnega v minus, ampak nekako tista konstantnost, da se držiš, kar boš rekel, da boš naredil. Če zamujaj zmeraj. Ampak drugače pa tako zanesljivost, da se ljudje lahko nate pač obrnejo. Kadarkoli. The best, nora. Tako da, dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila, jaz bom rekel, izjemna ste, ker tako podjetje, ki postoji v 7 državah, zdaj Savdska Arabija je že 8. Tako, 8, v 8 državah vodi 180 ljudi.
moraš biti izjemen, ker to so velike odgovornosti, moraš imeti zanimiv in pa strateški pogled za naprej. Tako da še enkrat, dragi poslušalci, z nami je izjemna Maja Brelih-Lotrič, oseba, ki ima več klobukov, ogromno odgovornosti. Nisva se dotaknili še, ti imaš 2 prekrasna otroka, koliko ste stara? Ja, Marcel je star 3, Izabela pa 1 leto. Tako da je kar pestro. The best. Oba dva sta korona otročka. Se mi zdi, da je bilo tako obdobje, ker sem se res lahko posvetila njima v polnosti, mi ni žal, tako da, ampak uspe mi pa to usklajevati samo zato, ker imam tak podporen sistem ali pa res družino, ki priskoči vedno brez vprašanj, z velikim razumevanjem pač do moje odgovornosti v podjetju, tako da mami mi čuva otroke do 2. leta, potem grejo v vrtec. Mož je, pač javno ga seveda moram pohvaliti, je res krasen, res razume, da pridejo pač večeri ali pa, ko moram za 3 dni kam v tujino in ne predstavlja to nobenih težav, kot sem omenila, gradiva pač svojo hiško in tudi to prinese kar nekaj stresa. Verjamem. In sem si sama mogla tudi malo razdeliti. No, mene lahko zjutraj sprašuješ o načrtih za hišo, samo ne me zvečer ob 9. To takrat je že. Se posvečam drugim stvarim. Tako da, ja, družina nasplošno širša, no, in pa ta ožja, sem zelo vesela, da jih imam na tak način. Top. Mislim, vibe pa energijo imaš zelo, zelo lepo. Jaz lahko povem poslušalcem, da je v studiu res top. V glavnem, še enkrat, Maja, res si izjemna, jaz sem navdušen, tako da, dragi poslušalci, z nami je bila oseba, ki je prevzela velike čevlje in jih uspešno menedžira in tudi širi podjetje, tako kot smo slišali, vstopili so na Saudsko Arabijo, tako da 10. država. Jaz verjamem, da v naslednjih letih bomo še veliko slišali o tebi in pa o podjetju. Tako da, Maja, še enkrat najlepša hvala za tvoj čas, tvoje poglede, izkušnje, nasvete. Tako da jaz sem navdušen. Hvala za povabilo, res lepa izkušnja. Enako. Spremljajte nas na vseh 13 kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in pa tudi YouTube, LinkedIn, Instagram in pa Facebook, kjer imamo že ogromno skupnost, kjer nas je preko 2000. Imamo pa tudi novo spletno stran beyondleadership.si. Se že veselimo vaših novih poslušanj in pa dogodivščin.